Drugi recept. Rebrca. Kdo jih nima rad? To so sanje vsakega grilovca, da bi znal narediti dobra, proper rebrca. Koliko nas pa dejansko zna narediti dobra rebrca? Vsi jih radi jemo, ampak redko kdo se jih pa sploh lotiti. Zdaj pa je za začetek malo razložil, kaj se tiče stvari okoli tega mesa. Eno so baby ribsi. To, kar je zdaj, kar bom zdaj pokazal, ni normalno in tudi se načeloma tak ne dela, ampak zgolj, da bomo razumeli ta del mesa, sem ga pač zaradi tega tudi dal na pol. Tudi to se drugače res ne dela, ampak to so baby ribsi. Ne? To je v bistvu, če se hočeš iti to na res premium stuff. To je čist malo mesa, večina so rebrce, ampak to je tako, to je za enega ali pa dva, že skoraj nimate kaj jesti, je pa full fancy. Tako da v bistvu, ko kupite to v trgovini, boste vedno dobili z obojem skupaj. To drugo je pa flam. Malo bolj je mesnat, oziroma malo več je loja gor, ampak v bistvu se to skupaj drži, ne? In tako pol v bistvu imaš nekaj za pojesti, bomo tako rekli. Ne? Jaz sem sicer zdaj to dva dela in bom tudi mariniral na dva dela, drugače pa se to tako ne dela. No? Pustimo kar v enem kosu, se marinira okoli in okoli, pa se da potem pečico. Zdaj pa, zadeva okoli tega je res zelo simpel. Rabiš samo meso, metlico, eno dobro barbecue omako, alufolijo pa pečico. That's it. Zdaj pa, recimo, preden začnem jaz tole marinirati, čisto za eno foro. Te vprašam, kdaj misliš, da se je pa začel barbecue? Ali misliš, da je to neka sodobna inovacija, ali ima neko veliko zgodovino? Jaz sem to mislil tako, kaj se vem, to so si Američani izmislili, vse veš, Texas pa to, vse pa se vidiš grill, vse pa se vidiš baby rib, vse to vsi cmarijo. Ja, sem bil pa presenečen, ker nisem malo logično poštudiral, ko sem dejansko šel to raziskovati. Dejansko prvi barbecue se je pojavil, veš kje, milijone let nazaj. Po mojem kakšen neandertalca, kdo, ne vem, sem slab zgodovinar, ne vem. Ampak pomisli, kdo je prvi naredil barbecue. Ogenj, strela, ko je, ne vem, zagorela hosta, tam se je znajdel nek mamuta, srna, ne vem kaj, onega pač je požgal, ne? In potem je pa prišel mimo, pač kdo je bil, kaj se je, neandertalec, rama pitek, kdo ve kdo. In je pač prvič probal ožgano meso. In to je bil v bistvu prvi barbecue. No, evo, to je malo za šalo, malo pa tudi za res, ne? Zdaj pa, mi bomo to lepo marinirali. Kaj sem jaz tukaj izbral? Prej smo imeli klasik barbecue omako, zdaj sem se odločil, zakaj pa ne bi mi to marinirali s tartufi in konjakom. Namreč, to je naslednja bamova omaka, ki je v osnovi podobna tisti klasik, ki smo imeli prej, samo da so tej dodani tartufi in pa konjak. In to v bistvu bomo zdaj lepo marinirali. Na debelo namažem, res na debelo, tukaj pač našparam z omako. Ne rabiš pa nobenih začimb, nič, nobene stvari ne rabiš dodajati zraven, zato ker ta barbecue omaka vsebuje čisto vse, kar rabiš. In zato je v bistvu res najbolj perfekt stvar za take stvari. Lej, naprimer, ne vem, zakaj je temu takno, ampak nekako se mi zdi iz letakov, ki nam jih pošiljajo trgovine na dom, pa z YouTubea, pa z reklam na televiziji, nas skušajo nekako prepričati, da pa se, ne vem, take ribsi jejo samo polet. Da vse posod tam, kjer je kratica BBQ, spada sem takrat, ko sije sonce. Ne vem, med majem pa septembrom. Ampak, če pa mene vprašaš, jaz pa takele baby pork ribse, fajn marinirane, rad jem tudi, ne vem, 17. decembra, ko je zunih minus 13 stopinj. Zakaj pa ne? Ampak kaj je v bistvu tukaj bil problem, težava, izziv to, da pač težko najdeš eno dobro barbecue omako sred zime. In to je bil tudi eden izmed glavnih motivov, zakaj smo se mi lotili delati svoje. Da lahko ti nekaj takega ješ 12 mesecev na leto, da ne rabiš iskati barbecue omake, ker so na voljo ponavadi samo med poletjem, ampak jo lahko kupiš kdajkoli. In to proper barbecue omako, seveda. Evo, tole bomo fajn na debelo namazali, obrnemo okoli. Se pravim, to se načeloma ne dela tak, ne? Ampak glih tako, da ste res razumeli pomen tega flama,
in mesa smo pač naredili zdaj tak. Zdaj pa, naslednja pomembna stvar, oziroma res hardcore trik, ne. To bi zdaj popravim jaz dal zoret 3 dni. Malo si zračunite, recimo, da imate fešto doma, kaj pa sem soboto, ali pa nedeljo, boste dobili goste, boste dobili obisk, malo si zračunite, ne, da greste v trgovino, pa kupite meso tam en četrtek. Četrtek in ga lepo na debelo takle namažete, res orenk, pa ga pa zavijate v alufolijo, pa ga daste v hladilnik. Do sobote. In to meso se bo lepo navleklo arome, to bo potegnalo sebe, to bo res bogato aromatično meso. In to naredite, se pravi, jaz pač tako naredim ene 3 dni prej, preden je pač žurka, fešta, barbecue, karkoli že to imenujete. Pa še tudi to v bistvu ni vse. Da pa bojo ribsi res mehki, sočni, naredim pa tako, da jih dam v pečico, samo na 130 stopinj, ampak za 6 ur. To je pa tisti magic trick. Ker redko komu se da s tem ukvarjati, ne? Vsi nažgemo na 200 stopinj, pa da je čim prej konc, ampak je škoda. Zakaj bi? Samo morate pa prav cel zračunati. Recimo, obiske dobite ob 2 popoldne, ali pa ob 3, ali pa kakorkoli, morate prej vzeti zakup, da pač boste bili se lotili tega delati 6 ur prej. To je pa trebamo zračunati. Se pravi, dosti prej je treba iti v trgovino, kupiti ribse. Tako da, ko dobite en tak obisk, morate na njega začeti študirati prav čas. To je mogoče edina stvar, ki morate se tukaj zavedati. Vse ostalo je pa čisto simpel. Za vse ostalo, evo, pa za vas tukaj poskrbi Bamova omaka. Evo, še enkrat uvijem. Zdaj tak, eni radi devajo noter med tem, ko meso takle zorijo tudi sol. Jaz nisem privrženec tega, ker sol, če je predolgo na mesu, potegne vodo ven. In pa radi rečemo, da meso rada malo suho, mogoče celo malo podplatosto. Jaz tega ne delam rad, no. Jaz posolim vedno takrat, ko je meso že na mizi, ko je pečeno, ko se servira, ko se nareže, takrat pa pridete z grobim mlinčkom, pa posolite, pa mogoče po potrebi še kakšen grob poper gor, to je pa to. Ne rabite nič druga, ker čisto vse, kar je potrebno, imate pa tu noter v tej omaki. Evo, in to je bil tak, bi rekel, zelo simpel recept, izpadlo bo pa tako vrhunsko, da vam garantiram, da vsak, ko bo videl te rebrce, vsak, ki je do zdaj probal, je rekel sam mama mia, ne. Evo, zdaj pa damo tole na 130 stopinj za 6 ur, pa ko bo konc, se vidimo pol. Tada! Evo, spoštovani grilovci in grlice, končno smo dočakali moment, ko bomo lahko odprli te naše pork ribse, ki smo jih pajsali zdaj noter dolgih 6 ur na 130 stopinjah. Zdaj, ena stvar je še pač zelo pomembna, preden jih odprem, preden jih razrežemo, preden se pogostimo, preden se pohvalimo pred gosti, pustimo jih še počivati enih 15 minut, da pridejo k sebi, da se malo obenejo, rečemo pri nas po domače. Tako da je na 15 minut damo, potem pa prijem nazaj, pa nadaljujemo zgodbo. Ok, zdaj smo pa pripravljeni za final cut, ne. Saj vemo, rebrce, ne, so pač staple vsega, ne. Tisti, ki zna dobre rebrce narediti, ne, pač je kar car. Zato, ker, saj veš, vsi imamo radi rebrce, vsi jih radi jemo, ampak takšne rebrce zna pa redko kdo narediti, ne. In kako zdaj v bistvu vemo, da je rebrca res bila narejena proper, tako treba. Da je res bila zorjena, da smo se res vzeli tudi časa, ko smo se vzeli mi, ko smo v bistvu že 3 dni prej začeli se ukvarjati s tem rebrcem in da smo se 6 ur pustili čakati, je pa v bistvu en pokazatelj zelo preprost. Lej, tu bom zdaj potegnil rebrco ali pa 2 ven. Viš,
ko rebrca kar samo odstopi, brez da se kaj matraš, brez da karkoli glumiš, kar potegneš še ven in je lepa klin. Pa greš naprej, pa potegneš drugo rebrco, pa kar samo odstopi, lagano, brez kakršnekoli matre. Poveš, da je meso tako puhko, tako mehko, da to dejansko ne rabiš sploh grižiti. To se ti kar samo topi v ustih. Meni se že zdaj, sploh še v usta nisem dal. Evo, ne bom šel naprej, vse ste dojeli. Zdaj pa, glede na to, da smo mi imeli prej v 2 delih, bom zdaj flam potegnil dol in ga bom v bistvu narezal. Evo. Še preden se pa lotim rezati flama, vam moram pa nujno nekaj povedati. Namreč, kot veste, to je bilo bojda v pečici. In v tej pečici je bil prav fan, ki spusti nek džus. In to je ta džus, ki bog ne daje, da ga vržete stran. Tu noter je pač maščoba od svinjine, barbecue omaha, ki je prej bila gor namazana in ima stekla ven. In ta džus, to se obvezno polije, ne vem, po kakšni prilogi, če imate pečen krompirček, če imate resten krompirček, karkoli že, to je tako pure flavor, to je greh vrš stran, bog ne daje. To je tako, da imate nagrado tole proti fanu. To morate, to sem vam mogel povedati, preden grem rezati. No, pa se lotimo še flama. Evo, lepo ga narežite na tanke koščke. Itak gre lahko ko puter. Da je to. Prej, če se spomnite, sem povedal, da ko jaz delam pac, ne uporabljam soli, ne uporabljam popra. Čeprav poper bi lahko tisti ni kritičen, ampak sol pa ne, kot veste, se neko potegne ven vlago in potem nekako lahko meso postane suho. Zato pa tik preden postrežemo, evo recimo imamo zdaj to, smo naredili par koščkov in zdaj postrežemo pred goste. Tik preden pa postrežemo, pa vzamemo malo grobe soli in jo dodamo vsakem majčkeno soli, pa še majčkeno popra. Zdaj pa, če želite, če recimo vam barbecue flavorja ni bilo dosti, lahko pa še kamot dodate katerokoli poljubno Obamovo barbecue omako. Jaz sem pač zorel v trafovi, če vam je trafo všeč, se pravi tartuf in konjak, je lahko pa čist kamot, vzamete še tle ven in jo majčkeno pomažete gor. Evo, pa ne pretiravati. Verjemite mi, v onem soku, no, po vsem tem pasu je meso tako bogato, da ne rabite pretiravati. Evo, to je v bistvu, ne vem, kaj ne rečem, en tak premium zaključek našega druženja. Hvala lepa.